prvo, treba se zavedati, da potrošniki pri nakupnih odločitvah potujejo skozi en proces. Da se ne smemo fokusirati samo v fazo prodaje oziroma zaključka prodaje in tam ga dobro nagovarjati, pripraviti vsebino, ampak da ga moramo potrošnika začeti nagovarjati, slediti, se z njim ukvarjati že v fazi prepoznavnosti blagovne znamke, v fazi, ko on raziskuje, kaj bo kupil, pri kom bo kupil, kakšne so lastnosti, feature in podobne zadeve. Tako da klasična napaka, ki jo mi vidimo pri pripravi vsebin, mogoče glavna točka, ena od glavnih točk je, da vse vsebine na spletni strani so izredno dobro orientirane v fazi, ko potrošnik že ve točno, kaj bi rad. Pomanjkanje pa je vsebin v predhodnih fazah, se pravi predvsem v fazi, ko potrošnik raziskuje določen nakup, ko raziskuje ali izdelek ali storitev in primerja med totalno različnimi rešitvami, moramo praktično njemu omogočiti, da se nauči več od naših storitev. Se pravi, prva točka je dobra vsebina, druga točka je marketinški pristop tega potrošnika. Se pravi, potrošniki skozi nakupni proces uporabljajo različne digitalne kanale ali pa tudi offline kanale. Njihove potrebe se spreminjajo, kako jih bomo targetirali, s kakšnim sporočilom, kakšno vsebino jim ponudili, vse to se spreminja. Mi moramo vedeti, da moramo potrošnika targetirati na različnih kanalih, zgolj na enem pač potrata denarja in časa, kakšno vsebino bomo ponudili v fazi awarenessa, kakšno vsebino bomo ponudili v fazi researcha, kakšno vsebino bomo ponudili v fazi nakupnega odločitve. In tretji korak, ki je mogoče tudi zelo pomemben, so same metrike, kako bomo spremljali učinkovitost našega marketinga. Klasična napaka, spet, ki se pojavlja, se odločimo, ok, zdaj pa ne bomo samo promovirali izdelka v fazi nakupa, ampak bomo delali tudi podporo researchu, gradili awareness blagovne znamke, ampak naša glavna metrika je na koncu še zmeraj sam profit oziroma koliko smo prodali. Če ti zavestno veš, da tvoj cilj je zgraditi preferenco do blagovne znamke, moraš imeti ključne kazalnike uspeha povezane z to fazo. Se pravi, drugačne ključne kazalnike uspeha imaš ti v fazi prepoznavnosti, drugačne v fazi researcha, raziskovanja in drugačne v fazi nakupa. In če pozabimo vse skupaj, če smo vse tudi zdaj pozabili, kar sem povedal, imaš 3 ključne zadeve, na katere moraš paziti. Unikatna vsebina, prilagojena celotnemu consumer decision journey oziroma nakupnemu procesu, podpora z vsebino skozi nakupni proces. Drugo je, bodimo prisotni, če ne drugo, saj na iskalnikih, zato ker 97% uporabnikov išče informacije na spletnih iskalnikih. In tretje je, če že nimamo denarja za marketing, na splošno za eno masivno oglaševanje na različnih kanalih, dajmo mogoče začeti uporabljati saj remarketing preko Google AdWordsa, Facebooka ali kaj podobno.